Tra-ra, tra-ra, tra-ra. Žilica lovska nikdar ne počiva, nas vodi naravo zeleni talog, kjer srnica nežna in zajček prebiva. Jeseni zapoje spet lovski nam rog. Tra-ra-ra-ra. Ko mine sezona, gradimo domove, za lovsko latiščino zmeraj je čas. Vrnila narava nam se bo dolgove, iz lovskega roga spet slišimo glas. Tra-ra-ra-ras. Veselo bo lovčeva pesem zapela, na zadnjih pogonih iz vsega srca. Za vse, kar nam mati narava je dala, zahvalo ji poje rog lovski tra-ra. Lep dober večer poslušalcem in poslušalkam na današnjem dogodku. Nocoj bo v ospredju lovska glasba, ki je mogoče manj znana v širši javnosti, vsekakor pa vredna pozornosti. Predstavil nam jo bo lovski pevski zbor Martin Krpan Bloke. Zbor je sicer leta 2005 ustanovila istoimenska lovska družina. Pobudo za pričetek delovanja je dalo kar nekaj navdušenih lovcev. Program zbora predstavljajo skladbe lovskih vsebin in tudi ljudske ter umetne pesmi. Lovski nonet Martin Krpan Bloke je znan na širšem območju Notranjske, vse od Postojne do Kočevja. Največje priznanje zboru pomeni izdaja glasbene zgoščenke prve Lovčev zemeljski raj, ki so jo izdali leta 2020. Pod vodstvom gospoda Janeza Gostiše je zbor predan kakovosti pevskega ustvarjanja, pri svojem delu pa ima seveda tudi podporo matične lovske družine Martin Krpan Bloke in občine Bloke. Pevci izvedejo letno okrog 5 do 10 nastopov. Od pomembnejših sta vsakoletni nastop na reviji lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije in nastop na reviji pevskih zborov Notranjske. Ob 15-letnici delovanja so izdali prvo zgoščenko 12 skladb. Zbor vodi pevovodja gospod Janez Gostiša, ki v zboru tudi poje in se vse življenje tako ali drugače aktivno ukvarja z glasbo. En krepek aplavz za gospoda Gostiša. Zahvalili se bomo tudi gospodu Andreju Mežanu, snemalcu, avtorju naslovne fotografije druge zgoščenke Aleksandru Rebršku, ki sta žal danes odsotna. Seveda pa se zahvaljujemo tudi drugim gostom, ki so se odzvali v Bilu. Nocoj smo tu, da se prepustimo gozdnim in seveda lovskim pesmim. Lovski pevski zbor Martin Krpan Bloke bo predstavil 2 zgoščenki. Gotovo pa vas zanima, zakaj bosta predstavljeni obe hkrati in ne vsaka posebej. Prva iz leta 2020 ni bila predstavljena zaradi protikoronskih ukrepov, po sprostitvi pa je že nastajala druga. Za začetek oziroma pokušeno si bomo privoščili naslovni posnetek s prve zgoščenke
Lovčev zemeljski raj. Svoje glasove so na prvo zgoščenko prelili Boris Wolf in Janez Usenik, prvi tenor, Drago Mazi in Boris Rupar, drugi tenor, Janez Gostiša in Dušan Kaplan, bariton, August Kisel in Marko Škrl, drugi bas. Zdaj gremo s pevci na posnetku v Lovčev zemeljski raj. Zarana na poti v naravo se sam, nikamor se mi ne mudi. Če vprašam se, kam da odgovor si dam, med sveže divjadi sledi. Studenček ponudi mi čiste vode, zamaknjeno gledam daljavi gore. Slovenija en sam si gaj in Lovčev si zemeljski raj. Bogini Diani hvaležnost pa gre za vse, kar se tu doživi. Da varno ubiram jaz lovske steze, da zvesto nad mano bedi. Boginjo Diano, zaljubljen sem jaz, spomladi, poleti in kadar je mraz. In če me kdo vpraša, zakaj, ob njej je moj zemeljski raj. In če me kdo vpraša, zakaj, ob njej je moj zemeljski raj. Seveda pa je prav, da na oder povabimo tudi župana občine Bloke, gospoda Jožeta Dolesa, ki sicer ni najbolj navdušen, da bi povedal par besed, ampak dajmo ga malo spodbuditi. Danes so slavljenci pevci Lovskega pevskega zbora, ne pa občina, ampak kljub temu seveda sem vesel, da lahko pozdravim toliko obiskovalcev, ki se je danes odzvalo na današnjem koncertu. Tako da očitno je to prava tematika. Na Blokah je namreč pesem doma. Mi smo že prejšnjo nedeljo imeli, oziroma soboto, imeli tukaj ta revijo pevskih zborov, kjer so se zbrali vsi pevski zbori praktično iz Notranjske. Danes pa so nas lovci počastili z tem lepim koncertom, ki ga bomo sledili v nadaljevanju. Jaz seveda ob tej priložnosti iskreno čestitam Lovskemu pevskemu zboru, da nadaljuje to tradicijo na Notranjskem in na Blokah, da je ta lovski zbor lahko stalnica na naših prireditvah in da velikokrat skočijo na pomoč, da lažje organiziramo številne prireditve v naši občini. Skratka, mislim, da je to v dobrobit tako občine kot seveda lovcev in pa pevcev, ki pravzaprav v tem uživajo. Jaz jim želim seveda v mojem imenu in imenu občine Bloke še veliko uspehov, da bi še dolga leta vztrajali na tej poti in da bi nas še mnogokrat razveseljevali. En lep večer želim seveda vsem skupaj, ki ste se danes tukaj zbrali, lovcem pa seveda tudi en lep spomin na današnji večer. Hvala, da ste se odzvali in da ste danes organizirali to lepo prireditev. Res ni bilo pretežko. No, pa na oder želim povabiti tudi predstavnika Zveze lovskih družin Notranjske in seveda predstavnika Lovske zveze Slovenije, gospoda Rajka Kovačiča, da pove nekaj besed. Hvala, meni je tako fajn, kot gre Vesni pa Jožetu, županu. Ampak sem se pa malo napisal, pa da ne bom preveč jamljal tukaj, bom pa poskušal povedati strani Zveze lovskih družin Notranjske Lovske zveze Slovenije par stvari.
Spoštovani člani lovskega pevskega zbora Martin Krpan Bloke, v imenu članov Zveze lovskih družin in svojim imenu vam ob izdaji obeh zgoščenk čestitam in želim uspešno delo tudi v prihodnje. Vsi se zavedamo, da je lovska kultura del tradicije slovenskega lovstva, če jo hočemo obdržati na takem nivoju kot do sedaj, bo Zveza lovskih družin še naprej podpirala obstoj in delovanje lovskega pevskega zbora Martin Krpan Bloke. Po svojih močeh pomagala matični lovski družini Martin Krpan Bloke in občini Bloke, ki od začetka že podpirata delovanje tega pevskega zbora. Zavedamo se, da je lovska kultura dobrina, ki ni samo po sebi umevna, namreč to nekaj stane, vendar ne se nam to bogato obrestuje in povrne ter bogati našega duha in samozavest ob številnih priložnostih. Obenem krepi občutek pripadnosti eni najstarejših organizacij v Sloveniji, Lovski zvezi Slovenije, ki na slovenskih tleh obstaja kljub menjavam krovnih držav, političnih sistemov že 116 let. Vsekakor lahko zatrdim, da so notranjski lovci člani Zveze lovskih družin Notranjske in tudi sam osebno vem, da delovanje takega pevskega zbora od članov zahteva mnogo odrekanja, vztrajnosti in entuziazma. Zato Zveza lovskih družin Notranjske že tretje leto po svojih najboljših zmožnostih podpira lovski pevski zbor Martin Krpan Bloke tudi finančno. V letu 2020, ko je bil zbor v rahli krizi zaradi epidemije, smo podpisali pogodbo o poslovnem sodelovanju. Zboru pomagamo tudi tako, da ima lahko v naših prostorih pevske vaje. Pri izdaji druge zgoščenke je vseh 11 lovskih družin naše zveze pomagala tudi z enkratnim prispevkom po 100 evrov, kar verjamem, da članom zbora tudi nekaj pomeni. V zadnjih letih je zbor nepogrešljiv na vseh lovskih proslavah, svečanostih, otvoritvah in lovskih pogrebih. Notranjski lovci si sedaj ne znamo predstavljati izvedbe tovrstnih dogodkov brez lovskega pevskega zbora Martin Krpan Bloke. Upam, da bo lovski pevski zbor Martin Krpan Bloke še dolgo bogatil lovsko kulturo. Včeraj me je poklical, še malo za Lovsko zvezo Slovenijo, eno opravičilo, včeraj me je poklical podpredsednik Lovske zveze Aleš Klemenc, ki je prejšnjo nedeljo obljubil, da se udeleži tega koncerta in me zaprosi, da ga opravičimo in ima namreč službene obveznosti. V nadaljevanju me je zadolžil, da kot član upravnega odbora Lovske zveze Slovenije lovskemu pevskemu zboru Martin Krpan Bloke čestitam ob izdaji obeh zgoščenk in se zahvalim za prispevek zbora k pestrosti lovske kulture in vsakoletno sodelovanje zbora na dnevih lovske kulture pod pokroviteljstvom Lovske zveze Slovenije, ker sodeluje skupina rogistov in lovskih pevskih zborov. Sam dodajam, če se boste odločili glede na obisk, verjamem, da se boste, nove zgoščenke, prosim, da me pravočasno obvestite, da skupaj poizkušamo tudi od Lovske zveze potegniti kakšen dinar. Naj končam. Vam, članom Lovskega pevskega zbora, v imenu članov Zveze lovskih družin in svoje imeno ob izdaji zgoščenke še enkrat čestitam. Hvala za do sedaj opravljeno delo in srečno v vaši nadaljnji poti. Mislim, da bo prav, da sedaj besedo prevzamejo člani zbora oziroma glasba. Hvala. Hvala gospodu Rajku Kovačiču. Prav pa je, da pozdravimo med nami tudi starešino matične lovske družine Martin Krpan Bloke, to je Lari Sežurga, ki ga seveda tudi povabim na oder za par besed na res. Skupaj čestitam seveda ob izdaji obeh zgoščenk. Vam se pa lepo zahvaljujem, da ste se udeležili. Ja, Larisu bi se lahko mogoče za tako brutalno prekinitev skoraj da opravičili. Še en aplavz za Larisa, prosim. Ni problema.
No, let smo prebili tako ali drugače, zdaj pa bomo poklepetali kar z Janezom Usenikom, sicer tudi idejnim vodjo poleg drugih, zato vas vabim, Janez, da stopite kar bliže k meni. Janez, torej povejte nam, seveda poslušalkam in poslušalcem, kaj je spodbudilo pevce, da so se lotili snemanja, da ste se lotili, kakšen je bil namen in se je ta namen uresničil? Ja, se veste, kako je nekdo mora biti kriv. Pri nas je za vse kriv naš pevovodja in to se je zgodilo, ne. Ko smo mislili praznovati 15-letnico, je bilo glih stele boleti s covidom ta križ, ne. In jasno, on daleč misli naprej, pa je rekel, namest, da naredimo kakšen koncert, bi pa mi posneli z Goščenko. Jasno, fantje smo bili takoj za to. On je po svojih zvezah in tako naprej nam to vse oštimal in zgodilo se je. To se pravi prvič, zdaj moram še to povedati, da se je bilo že dosti začenega, tako da se ne bi ponavljalo, ampak vseeno bi se pa zahvalil, posebej zahvalil, da smo prišli do prve Goščenke, kako hočem povedati, podjetju Farkmat oziroma Francetu Žgajnerju, ki nam je takrat pravzaprav tako z veseljem naklonil kar velik znesek in zgodilo se je tudi to, da smo posneli. Jasno, prvič gre malo težji, zdaj smo pa malo korajže dobili in evo, še ta druga je zunaj. Nimam kaj dosti več povedati, razen upravičujem se, da se je to zgodilo, nismo mi računati s tem, pa tudi zato pa ni kriv Janez. Hvala lepa. Hvala lepa Janezu Useniku, sedaj pa je zopet čas za glasbo. Fantje bodo zdaj predstavili kar 2 pesmi iz prve Goščenke, ki bodo pevci zapeli v živo. Na Peco Pišev in 4 letni časi. Spomnimo, Peca je visoka gora na Črno na Koroškem, na slovensko-avstrijski meji, legenda pa pravi, da pod njo spi kralj Matjaž. 4 letni časi pa je druga skladba, ki jo bodo zapeli naši kleni pevci. Pred vrati je poletje, fantje, prevzemite. Na Peco Pišev so bile poti, kjer luče svoje in sneg še iskri. Ja, gori Pišev, kjer modro nebo, mladostnih spominom prisluhnilo bo. Na Peco Pišev so sive peči, jedrate zelene prepevale bi. Gravencija plav in murka diši, kjer vejah macesno tišina zaspi. Na Peco Pišev, kjer ganske poti, prekrivajo moje radosti sledi. Prav tja, kaj Pišev, kjer njene oči, spominu ujete bilih čas.
Prišla bo, polna zelen nam vsaka bo ptičica svojo zapela. Prišla bo kukavca in bo zakukala, kmetič lepoj do rađenka pasjat. Prišel bo sveti vid, češnje zorijo, fantje po travniku hrošče kosijo. Vsak ma svojo koso, ojstro nabrušeno, ko se bo delo svit grejo kosit. Prišel bo svet Mihael, v vinske gorice, grozdje že zrelo je, z njega bo vince. Prišel bo svet Martin, z mošta naredil vin, on ga bo krstil, jaz ga bom pil. Prišel bo svet Božič, k novemu letu fance priženil Bog svojemu dekletu. Furmani furajo, goci pa špirajo, takrat pa lušno bo Furmani furajo, goci pa špilajo, takrat pa lušno bo No, pa smo se spet ujeli. Slovenske ljudske pesmi so se razvijale iz preprostih ljudskih napevov, ki so se s časom nadgrajevali, spreminjali in nato oblikovali v mnogotere različne napeve. Še izrazitejši pretok pesmi in zgodb se je povečal, ko so se ljudje začeli seliti. Te so v največji meri prenašali potujoči pevci in godci, pa tudi vojaki, študenti in rokodelci. Peli in igrali so jih ob raznih tradicionalnih praznikih. Zdaj bomo prisluhnili še dvema pesmima z Goščenke, sicer posnetku, ljudski Sinoči sem slišal no ptičico pet, ter lovski Črni kos. Sinoči sem slišal no ptičico pet, na bližnjem drevesu na vejci sedeti. Je pesmice pela, prijetno je bilo, a jaz sem pa mislil, kaj bo. Naenkrat zaslišimo daleč jastreb, kako je čez krive doline donil. Pokličem, povabim prijatelje s seboj, da gremo pogledat nocoj. Preljuba nevesta, ne vzemi slovo, podaj svojim mamci zdaj desno roko. Kolikrat so te mogli na rokah nosit, aj zdaj jih boš mogla pustit. Preljubiti ženi zdaj zakonski mož, na svoje neveste pozabil ne bo.
Lipo mi poje črni kos, Lipo mi poje črni kos, oj črni kos. Tam v zelenem bukovju, oj bukovju, tam v zelenem bukovju, oj bukovju, oj bukovju. Prišla sama jagra, oj jagra, oj. Prišla sama jagra, oj jagra, da bi kosa streljala, oj streljala. Da bi kosa streljala, oj streljala. Kos je bil tež pasov sit, oj pasov sit. Kos je bil tež pasov sit, oj pasov sit, oj pasov sit. Oj ta jagra se solit, oj se solit. Oj ta jagra se solit, oj se solit, oj se solit. Zdaj pa je čas za pesmi iz druge zgoščenke. Fantje bodo predstavili za začetek tudi dve pesmi, ki sta povezani s starosto zbora, gospodom Dragom Mazijem. To bosta pesmi Sem Fantič Urlaubar, priredbo je naredil zborovodja gospod Janez Gostiša in Lisička je prav zvita zver. Drago, kar stopite bliže. Povejte nam torej, Drago, za začetek, odkud pesem Sem Fantič Urlaubar? Izraz Urlauben je nemški, pomeni pa vriskanje. Ja, moj najstarejši stric Janez je bil majstrov vojak in vse kaže, kako da so tam tudi prepevali na Koroškem. In ko se je vrnil domov, je večkrat prepeval to pesmico, ki ste slišali potem, in še zlasti pa takrat, ko je bil v Rožcah. V Rožcah je bil pa kar doskrat. Tako da sem jaz to pesmico, ne vem, kje je zapel, naš umetniški vodja slišal, nastavil mobitel, posnel, na naslednji vaji smo dobili notni zapis. Janez je kriv. No, druga pesem Lisička je prav zvita zver, pa spremljate s frajtonarico. Kako dolgo je ta inštrument že v vaših rokah? Moj osnovni inštrument je harmonika, klavirka. Vem, da sem se začel ukvarjati pri 7 letih, kot samouk, z veliko težavami, napakami. No, ampak dostkrat sem pa poslušal frajtonarico na ohcetih, na raznih preditvah, veselicah in ta zven mi je bil zelo, ta prijel mi je, ne. In potem sem rekel, pa so se pojavili še slaki in sem rekel, zdaj pa čas, da probam tudi jaz to harmoniko malo vaditi. In pri 68 letih sem šel v Avseniku v galerijo, nabavil harmoniko, sem hotel prav Avsenikovo harmoniko z njegovim posvetilom in potem sem 2 leti hodil v šolo v Rakitno, da je bil v Mihi in evo, danes je tu, kar je. Starosta zbora Drago Mazij je bil tole, zdajle pa bomo prisluhnili dvema pesmima v živo, Sem Fantič Urlaubar, kot rečeno, in Lisička je prav zvita zver.
Some fantič urlauer was najste molet, me hočeš je cesar soldatom imet. A kako bom soldat, sem fantič premlad, ne morem še puške držat. Pa kako bom soldat, sem fantič premlad, ne morem še puške držat. Me krogla zadene, mi rani srce, in kri me zalije, pa grenke solze. A nisem zadam, ne zareven špital, Božjo voljo se bodem podal. Pa nisem zadam, ne zareven špital, Božjo voljo se bodem podal. Bravo, Drago. Odlično je bilo tole, čas je še za nekaj pesmi iz druge zgoščenke. Zbor je sodeloval tudi z Andrejem Mežanom, rojenim leta 75, sicer ki se z glasbo aktivno ukvarja že 30 let. Več kot 10 let je sodeloval pri narodno-zabavni skupini Akord kot kitarist in glavni vokalist, nato pa ga je pot ponesla k drugačnim žanrom. Svoje znanje je unovčil tudi pri snemanju druge zgoščenke za naše pevce. Slišali bomo posnetka dveh pesmi Kaj ti je deklica, kot solistko boste slišali tudi Ester Kranjec, ki je danes z nami. Nekaj besed bomo pozneje spregovorili tudi z njo in aplavz za gospod Ester. Druga pesem pa bo Ko petelin svetujem. Poglejmo le še glasovno spremembo od prve zasedbe. Bariton je obogatil Alojzij Škrabec, namesto basista Avgusta Kisla pa je stopil Janez Petek. O pesmi Ko petelin svetuje bomo sicer povedali več malce pozneje, zdaj pa se spet sprostimo oziroma napnimo ušesa, kakor vam je ljubše. Kaj ti je deklica, da si tako žalostna?
ugaša. V gozdu temnem se prikrit, čarobnik ptič oglaša. To je pevec ranih mur, krasni gozdni trubadur. To je pevec ranih mur, krasni gozdni trubadur. Plek, plek, brusi strasno poje, da očara putke svoje, na veji se šopiri klanja, strav z ljubezni ga omamlja, up na zlas pri ženki kuri, petju bolj in bolj ga buri. Ko jutra zore prvi svit, na nebu zvezdice ugaša. V gozdu temnem se prikrit, čarobnik ptič oglaša. To je pevec ranih mur, krasni gozdni trubadur. To je pevec ranih mur, krasni gozdni trubadur. Res čudovito ubrano petje, mislim, da se vsi strinjamo in mislim, da lahko še enkrat zaploskamo. Ja, Petelinje petje je precej vznemirljivo, čarobno dvorjenje gozdnega trubadurja svojim putkam. Mnogi ljudje, ne samo lovci, mu želijo vsaj kdaj prisluhniti, pa tudi videti tega prvaka gozdne perjadi med tem snobaškim nastopaštvom. Ni pa lahko snopca ujeti pri dvorjenju. Večkrat je to uspelo Aleksandru Rebršku in njemu se tudi zbor zahvaljuje za slikovno in zvočno upodobitev petelina na zgoščenki. Izdaja zgoščenke je praznik za vsakega ustvarjalca, v današnjih časih pretočnih vsebin pa še posebej. Zgoščenki naj se z glasbo dotikata vaših src, na voljo sta tudi pri shodu za priporočeni dar 10 evrov za eno ali 15 evrov za obe. Zbor bi se seveda rad zahvalil za pripravo zgoščenk tudi snemalcu Andreju Mežanu in pobudniku in producentu seveda Janezu Gostiši ter solistki Ester Kranjec. Zdaj le bomo pa seveda povabili gospo Ester kar na oder, en aplavz, prosim. No, Ester, pristopili ste seveda tudi kot solistka. Kako ste pristopili k temu projektu in kaj vam je pri zboru najbolj všeč? V bistvu pristopila sem s podbudo Borisa Ruparja, ki mi je poklical in je rekel, pa dej no, pet z nami, eno za pet, pa bomo eno posneli, dej ti znaš, ti to najbolj znaš, in potem sem rekla, pa dejmo, ker nisem nikoli posnela nobene zgoščenke. In sem rekla, to je tudi ena zame odlična priložnost, da se poskusim tudi v teh vodah. Imate sicer pevske izkušnje že od prej? Ja, 4 leta sem hodila v glasbeno šolo in zaključila solo petje. Ja, ob tej priložnosti se seveda zahvaljujemo tudi vsem sponzorjem in darovalcem, ki so zboru pomagali k izdaji zgoščenk, podjetju Fragmat, občini Bloke in Lovski zvezi Slovenije za prvo zgoščenko, seveda pa se moramo zahvaliti tudi Zvezi lovskih družin Notranjska za drugo zgoščenko.
Posebna zahvala pa lovski družini Martin Krpan za vso pomoč in podporo pri izdaji obeh zgoščenk in za vso podporo delovanju zbora. Nastopil je čas za zadnjo pesem v živo, ki jo bo predstavil naš zbor, to pa bo pesem od Urške. Preden nas zbor pospremi zadnjo skladbo, pa naj še spomnim, spodaj se boste lahko okrepčali, po zaključku našega druženja malo prigriznili in kaj nazdravili, da res zaokrožimo ta večer tudi z zadovoljnimi nasmeški in seveda okusnimi dobrotami. Še prej pa bomo seveda poklonili nekaj rožic. Inja, lepo te prosim, da pokloniš nekaj cvetlic, za začetek seveda gospodu pevovodi Janezu Gostišu. Stopite naprej. Seveda bomo rožico poklonili tudi Ester Kranec. Še en aplavz za solistko. Pa tudi Janezu Gostiši mlajšemu, ki je seveda poskrbel za zvočne posnetke, sicer od daleč, vam bo poklonila Inja eno cvetlico. No, ob tej priložnosti, seveda, preden čisto zaključimo, pa seveda vabim na oder tudi koga, ki bi želel izraziti kakšno čestitko ali pokloniti kakšno besedo pevskemu zboru. Kar pogumno, nihče ne grize. Dobro večer, vsem skupaj. V imenu moškega zbora Tabor Cerknca. Zdaj tako je, fajn mi je, ker je polna dvorana. Še bolj bi vam pa čestito zato, ker ste dokazali, da ste dobri pevci, ker ste se znali ujeti v intonacijo spet nazaj, po takve dogodke. V glavnem, čestitke in res lepi CD-ji. Veseli me, da je gospod Krajnc Janez kar nekaj pesmi od njega, ki ste jih posneli. To je naš skupni, tudi mentor, naš vodja skoraj 40 let in pa zdajšnji gospod Janez Gostiša, tako da imamo kar nekaj skupnih točk. Čestitke še enkrat, pa uspeha naprej vam želim. Obrtniškega večnega pevskega zbora vam prav tako čestitam. Tako, vsem se toplo zahvaljujemo za obisk in skupaj se lahko veselimo novih glasbenih izzivov z zborom, kjer besedam spodleti, glasba govori, pravi pregovor. Beethoven pa je dejal, da je glasba višje razodetje kot vsa modrost in filozofija. Zopet torej zajadrajmo skupaj z ubranim lovskim pevskim zborom. Želim vam prijeten večer, pevcem pa seveda še veliko uspehov. Zdaj bodo končali skladbo od Urške. Hvala lepa. Tam v štajerski deželi je živela deklica. Urška svoja inen vali, lepše blanko prav trožal. Urška svoja inen vali, lepše blanko prav trožal. Tra-ra-ra, bum-la-la, 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 tra-ra-ra, bum-la-la, bum-la-la, bum. Urška svoja inen vali, lepše blanko prav trožal.
Pa pride Jagar Gašper, praša Urško, kje je doma. Urška moja govorila, sem spod klanca Španova. Urška moja govorila, sem spod klanca Španova. Tra-ra-ra, bum-la-la, 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 tra-ra-ra, bum-la-la, bum-la-la, bum. Urška moja govorila, sem spod klanca Španova. Jager Gašper Urško vpraša, Urška, hočeš moja bit? Urška moja govorila, Gašper, pojdi se solit. Urška moja govorila, Gašper, pojdi se solit. Tra-ra-ra, bum-la-la, 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 tra-ra-ra, bum-la-la, bum-la-la, bum. Urška moja govorila, Gašper, pojdi se solit. Jager Gašper puško vzame, jo navaže s Ulfarjam. Srce je zablesketalo, bum, mlade Urške več ni bilo. Srce je zablesketalo, bum, mlade Urške več ni bilo. Tra